se, ne? Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je derbi 10. kroga rokometne lige NLB, tekma, ki smo se je zelo veselili ta konec tedna. Celjani gostijo Trimo iz Trebnjega. Gre za obračun dveh še nepremaganih ekip v letošnji sezoni državnega prvenstva. Celjani zaenkrat edina 100-odstotna ekipa, Trebanjci so bili 100-odstotni do prejšnjega kroga, ko so remizirali z Ribnico. Zares fantastičen obračun smo pospremili z nekaj napakami, ampak bilo je dramatično vse do konca. No, danes pa smo prepričani, da je pred nami znova zelo zanimiva tekma, pravi rokometni derbi v prejšnji sezoni tretje in druge ekipe. V tem krogu še nekaj zanimivih obračunov, jasno nam bo režija pokazala tudi, kaj vse nas čaka v 10. krogu lige NLB, ko bomo pospremili glavnino tekem, kot smo vajeni v soboto, oziroma bolje rečeno z izjemo tega derbija vse tekme. Vidite obračune tudi na vaših zaslonih. Kar se tiče same lestvice, pa kot smo že ugotavljali, torej Celjani na vrhu, 100-odstotni z 9 zmagami po 9 tekmah, medtem ko so današnji tekmeci Trebanjci pri 8 odigranih tekmah, 7 zmagah, enkrat so torej remizirali v zadnjem krogu proti Ribnici in danes torej prihajajo zelo motivirani v dvorano Zlatorog, da pokvarijo tale uspešen začetek Celjanov v letošnji sezoni. Obračun bo z mano na komentatorskem mestu pospremil slovenski rokometni trener Marko Šibila, tudi profesor na fakulteti za šport. Marko, prisrčen pozdrav. Dobro večer. Marko, kako bi ocenila ob tem, ko spremljamo predstavitev igralcev Trima, ta današnji derbi? Ni to tisti derbi, ki smo ga bili vajeni v zadnjih letih, ampak Trebanjci so močno zrasli v zadnjih dveh sezonah. Ja, sigurno. Teren Trima Trebnje je napravil velik napredek, predvsem z svojim za slovenske razmere visokim vložkom, s tem, da so pridobili kopico kakovostnih igralcev za slovenske razmere, tako da sigurno njihova ekipa je izjemno konkurenčna. Po drugi strani je Celje nekaj izgubila na svoje kakovosti, s tem sta se ekipi približali in jaz sem prepričan, da bo današnja tekma izredno zanimiva, tudi upamo rezultatsko tesna, čeprav še vedno mislim, da so Celjani favoriti, predvsem tudi zaradi tega, ker igrajo na domačem igrišču in si v tej fazi tekmovanja pravzaprav skoraj ne morejo privoščiti poraza na domačem terenu. Gre tudi za zanimiv trenerski obračun Alema Toskiča in pa Uroša Zormana. Toskič se je pred to sezono preselil v Slovenijo. Kako zaenkrat oceniti njegovo delo na klopi Celja? Jaz njegovo delo še premalo poznam. Gre za dva igralca, ki sta bila vrhunska, ki sta pustila globoke sledi v svoji igralski karieri. Hkrati sta pa še vedno mlada rokometna trenerja, težko bi jih označili za trenerske mačke, še nekako svoj poklic oblikujeta. Sigurno bo tudi z tega veliko zanimivo, vsak lahko da nek svoj prispevek in sigurno je to na nek način tudi lahko zanimiv trenerski dvoboj. Zdaj poteka v dvorani Zlatorog še predstavitev domače ekipe. Lahko razkrijemo, da pri enih in pri drugih polna zasedba. Celjani so sicer imeli nekaj težav med tednom. Galmar Guč se je ukvarjal z boleznijo, Poteko in Mlakar sta bila vprašljiva zaradi poškodbe, ampak oba sta se ogrevala. Na drugi strani pa prav tako Uroš Zorman ni imel večjih težav, tudi pri Trimu tista najmočnejša ekipa, kar smo lahko seveda tudi pričakovali. Kar se tiče same forme, pa v tej sezoni zaenkrat pri Celju prav Marguč, ki je bil nekoliko bolan najboljši strelec do tega trenutka, 52 zadetkov je dosegel, Kodrin na drugem mestu s 43 zadetki, na drugi strani pa Klavaš 36 golov in Toše Ončev 30 zadetkov. Kar se tiče samih medsebojnih obračunov, v zgodovini jasno Celjani neprimerno uspešnejši, zadnjo tekmo pa so dobili rokometaši Trima, ki so takrat igrali na
svojem parketu slavili s 25 proti 24. Vidimo pa zdaj tudi sodniški dvojec, David Sok in Bojan Lah. Marko, lahko rečeva, primeren sodniški par za takšno tekmo? Je zagotovo. To je najboljši slovenski sodniški par, tudi eden izmed najboljših sodniških parov na svetu. In ona dva bo to zagotovo zelo dobro odvodila. Sigurno je ravno zaradi, bom rekel, te pomembnosti tekme zelo pomembno tudi, da sta sodnika, ki ima vsi zaupajo, tako igralci, kot tudi trenerji, kot tudi mi ostali, ki gledamo, smo lahko sigurni, da bo ta svoje delo opravila dobro. To je pomembno, da se ne vnaša nek dvom, čim seveda take tekme sodijo sodniki, ki so mogoče malo manj izkušeni, pa z manjšo avtoriteto lahko hitro pride do kakih težav, tega si pa sigurno ne želimo. Videli ste že zasedbo trima na vaših zaslonih, gremo na hitro čez zapisnik. Pri Celju dva vratarja, Nebojša Bojić in Miljan Vujović, potem pa od igralcev Strmjan, Terzić, Mazej, Dragašević, pa Razgor, Marguč, Poteko, Ivanković, Čepić, Kodrin, Žabić, Mlakar, Vlah in Sukoležnik. Na drugi strani prav tako dva vratarja, Ristanović in Čudić, potem pa Statinek Jovičić, Višček, Horvat, Didović, Radojković, Ončev, Kotar, Potočnik, Udović, Grbić, Glavaš, Florjančić in pa Čorsović. Marko, eni in drugi so kar pošteno spremenili svojo ekipo glede na zadnjo sezono. Trimo nekoliko manj. Kako bi zaenkrat ocenil te novince v celjski ekipi? Ja, gre sigurno za solidne igralce, nekateri so tudi zelo perspektivni. Žal je pa tako, da Celje v zadnjem obdobju seveda lahko pridobi samo mlade, talentirane igralce, z njimi nekaj časa dela, potem pa odhajajo v boljše klube. Zdaj za kakšne večje tekmovalne apetite ali pa rezultate bi ti igralci sigurno morali ostati dlje časa in dozoreti, potem pa, ko dozorijo, seveda da tudi nekaj klubov v tekmovalnem smislu. Tako pa je v glavnem ta doba zorenja se še odvije v Celju, potem pa rezultat grejo delati v druge klube, ki so seveda dosti boljše finančno situirani. Teda v bistvu je škoda, da ti igralci ne ostajajo dlje časa, 3, 4, 5 let, kjer bi pravzaprav lahko potem dali nekaj tudi v tem rezultatskem smislu. Ja, nekako poligon za nastajanje tistih najkvalitetnejših igralcev. Tekma se je medtem začela, Celjani v svojih prepoznavnih barvah, v rumeno-modrem. Sprehodimo se skozi zasedbo Kodrin na levem krilu, pa potem na zunanjih položajih Vlah, Ivanković, pa potem na položaju krožnega napadalca Sukoležnik. Celjani poskušajo preko zunanjega položaja, tam je utekel na črto 6 metrov Kodrin, prekršek za 9-metrovko in pa tudi za prvi rumeni karton. Filip Glavaš je porumenel, Celjani pa bodo nadaljevali po 9-metrovki v vratih. Trimu Čudić, na drugi strani začenja Vujović. Poglejmo, kako bodo zdaj Celjani odigrali tole akcijo. Nov prekršek za 9-metrovko. Marko, zelo pomembno bo, kako bodo pri Trimu začeli v obrambi. Ja, zagotovo, Trimo ima čvrsto obrambo, dobre obrambne igralce in tudi dovolj agresivne. In če bodo uspeli, še posebej v teh prvih minutah, dobro zaustaviti napad Celja, ki pa je ravno tako preko kakovosti, to sigurno njihova prednost. Ja, zdaj je odličen prodor in prvi gol na tekmi. Ante Ivanković je izkoristil, da je razpadla obramba Trima. 1-0 torej za Celjane. Trimo pa torej v svojem prvem napadu poskušal je s podajo Kotar, ki bo na začetku tekme kreiral napad. Na desnem zunanjem je Radojković, na desnem krilu Glavaš, pa potem na krožnem napadalcu Didović, ki je v drugem polčasu proti Ribnici odigral nekaj zelo dobrih napadov, dobrih minut. Na levem krilu je Udović, medtem ko je levi zunanji izkušeni Gregor Potočnik. Ja, zdaj tudi rumeni karton pri Celjanih zaradi vlečenja. Tilen Kodrin je prejel rumeni karton.
celjski obrambni blok. Marko je zelo visok za slovenske razmere. Slovenske ekipe imajo kar težave s prebijanjem tega. Ja, seveda, še enkrat povem, Celje ne glede na to, da je relativno spremenilo ekipo, mogoče na nekakšnem mestu tudi se nekoliko oslabilo še vedno za slovenske razmere, izredno močno, ima kakovostno ekipo, vrhunske igralce, tako v fazi obrambe, v fazi napada in normalno, da tiste ekipe mogoče od sredine navzdol imajo velike težave, kadar igrajo za Celjani, ker je to za njih netipična, premočna obramba in tu seveda grešijo. Zdaj napaka, ki jo je storil Marko Kotar in Celjani hitro zdrveli na polovico Trima, tudi žoga na položaj krožnega napadalca. Suholešnik je pokazal, kako močan igralec je in 2-0 na začetku 4. minute. Hitra akcija Celja, pa brez prekrška in Trimo zdaj v napadu za svoj prvi zadetek. Kotar prodira, žoga na Didoviča. Didovič je zelo iznajdljiv krožni napadalec. Didovič je zanesljivo v fazi napada, eden izmed boljših krožnih napadalcev, izredno iznajdljiv, sicer po postavi nekoliko netipično nižji igralec, ampak odlično spremlja ostale napadalce, predvsem Marko Kotar z njim odlično sodeluje. Je pa že takrat, ko je bil v Krki, pravzaprav pokazal svoj izreden potencial. Je pa res, da pa nekoliko težje igra v fazi branjenja, ravno zaradi tega, ker je pač nižji igralec in igralno mesto, ki bi mu pripadalo v obrambi, nekoliko težje zapolni. Je pa torej priigral 7-metrovko in pa tudi izključitev Tilna Kodrina, torej prvi zadetek za Trimo. 7 metrov je bil natančen Glavaš, brez vratarja zdaj v napadu zasedba Alena Toskiča. Zamenjava jasno na položaju levega krila, kjer je zdaj Tadej Mazej. Prinaša pa igra brez vratarja nekaj dodatne odgovornosti pri tem, da se žoge ne zapravi, kajti tekmec lahko to hitro kaznuje z lahkim zadetkom. Vlah pa z dobrim prodorom, ampak še bolje na črti svojega gola Aljoša Čudič. Vratarska zasedba pri Trimu spremenjena, ampak prinaša neke izkušnje, to velja omeniti. Ja, seveda, pri vratarjih je tako, da so izkušeni vratarji zlata vredni, izkušnje prenesejo mogoče celo več kot pa kakšna druga karakteristika vratarja. Je pa tudi pokazal Vujović, da je ne glede na svojo mladost, da je zelo kakovostni, vrno. Zelo kakovostno zasedbo, vratarsko in verjetno zelo enakovredna, pa zelo blizu tistemu, kar ima Celjani. Ja, Trimo pa bo moral takšne priložnosti izkoriščati, torej niso uspeli zadeti potem, ko so napadali z igralcem več, čeprav je bila akcija na krilo lepo izpeljana. Celjanom pa se zdaj pričakovano nikamor ne mudi po žogu Mazej. Pa tehnična napaka, sodnika sta to hitro opazila, ni pa potem bilo možnosti, da bi Trimo hitro izpeljal proti napad. Vujović se je tudi vračal v svoja vrata. Nekaj živčnosti na začetku, morda tudi za voljo tega, ker je vzdušje v Zlatorogu danes navkljub razmeram, ki vladajo v naši državi, kar bučno, kar glasno, kar nas veseli. Ja, čuti se nekaj napetosti, to je normalno, tak derbi, ta tekma je pomembna za obe ekipi in sigurno bodo tudi dobri živci tukaj odločali. Tisti, ki bo mogoče malo bolj mirno speljal vse skupaj, bo zagotovo uspešnejši. Je pa to za Celjane resen preizkus, vse so v tej sezoni zaenkrat prestali. Velja omeniti predvsem tistega z Ribnico, ko so v gosteh slavili s +3. Celjani imajo zdaj po eni strani dobro pozicijo, zaradi tega, ker se ne rabi izčrpavati v Ligi prvakov. Seveda po drugi strani pa te tekme prenesejo tudi nekaj tekmovalne tenzije, ki je zagotovo izredno pomembna za nek dober tekmovalni ritem. Ampak zaenkrat, tako kot sem že povedal, je njihova ekipa za slovenske razmere toliko močna, da... Ja, in zaenkrat delujejo tudi v igrano v napadu. Trimo ni uspel izkoristiti tiste izključitve Tilna Kodrina. Celjani drugič na današnji tekmi vodijo s +2 v 7. minuti, torej 3-1. Tudi Trebanjski levi imajo danes svoje
navijače na tribunah, ki so zdaj lahko znova zadovoljni, kajti njihovi ljubljenci bodo vnovič igrali z igralcem več. Tokrat Aleks Vlah izključen za 2 minuti. Te kazni dvominutne bo Trimo danes moral izkoriščati bolje kot so tisto zadnjo. Ja, saj, recimo, ne, prejšnjo kazen so relativno dobro izkoristili v tem smislu, kako so pripravili priložnost. Je pa seveda realizacija, ne, tisti igralec, ki ga na koncu pripeljejo priložnost za dosego zadetka, ne, more pač to izkoristiti. Tako da zdaj... Same spremembe v taktiki ne gre pričakovati. Ne, seveda ne. Čisto v redu. Seveda. Tudi tokrat, ne, odlično speljana akcija. Še enkrat, ne, Didovič res na črti odlično igra, zelo dobro spremlja ostale igralce, tudi ta komunikacija z njim je zelo kvalitetna. In sigurno je danes ena dodana vrednost v dosedajšnjem poteku tekme, ne, to je vidno takoj. Ja, Celjani so imeli nekaj težav z njim, tudi že izključitev ob njem 3-2, torej zdaj izid prvič pa na parketu v napadu Tilen Strmjan, ena izmed okrepitev Celja pred to sezono, dolgoletni član Ribnice je dobil priložnost, tem ko je Aleks Vlah izključen. Strmjan ima svoje kvalitete, zdaj je lepo priigral priložnost Mazeju, ki je prišel iz Velenja. Mazej je natančno zaključil za 4-2. Celjani ohranjajo prednost 2 zadetkov. Kotar pa Potočnik in Radojkovič. Zunanja vrsta pri Trimu. Didovič odhaja na menjavo zaradi razloga, ki ga je Marko danes nekajkrat že omenil, in prihaja seveda v napad Kotar in Potočnik. Potočnik se je lepo odvignil in tudi natančno zaključil. Izenačen začetek tekme. Ja, tako, to pa je ena od zelo pomembnih stvari, ne, da se predvsem igralci Trima, ki zelo dosti poskušajo igrati na prodor krila in pa s pivotom, ne, dobijo tudi možnost za kakšen zadetek z razdalje. S tem bodo prisilili igralce Celja, še bolj globoko pristopajo, odpirajo prostor, ne, potem bodo imeli več prostora tudi za prodore, igro s pivotom in bo lažje igrati. Celjani zdaj znova v polni postavi, Strmjan je sicer ostal v napadu, ampak zapravljena žoga celjske ekipe, pokazala sta David Sok in Bojan Lah, da je to napad za Trimo, ki lahko izid poravna, ki lahko izenači. Tule je prodiral Kotar, eno 7 metrov, ki bo to zdaj še 2-minutna izključitev. Izključen je Ante Ivankovič. Zelo generalno bi lahko rekli, da najnižja igralca v ekipi Trima povzročata največ težav visokim igralcem Celja, ne, Marko Kotar in pa David Didovič, ki odlično izkoriščata svojo hitrost, agilnost, seveda, spretnost, taktično razumevanje igre. Igrata res dobro. Ja, in poglejmo, če bo Filip Glavaš še tretjič uspešno izkoristil to, da sta ta igralca priigrala 7 metrov, torej priložnost, da Trimo izid poravna. V 10. minuti prvega polčasa smo pričakovano zelo napeto, tudi na tribunah zelo vročeno, in odlično je zaključil 7 metrov, zelo mirno, natančno Filip Glavaš, izid je znova poravnan 4-4. Strmjan ostaja v igri, na desnem zunanjem še naprej Terzič, levo Dragaševič, na levem krilu ostaja Mazej, na desnem Marguč, ki je torej imel nekaj težav med tednom, na krožnem napadalcu pa še naprej Suholežnik. Zanimivo pa zdaj videti, kako bo Trimo odreagiral v obrambi. Vidimo, da igrajo zelo, zelo agresivno, globoko, ampak potem se odpirajo takšne luknje, ki jih Celjani zaenkrat znajo izkoristiti. Suholežnik je zadev za 5-4. Še njegov tretji zadetek. Predvsem na levi strani obrambe, nekoliko nižje igralce v obrambi, tam izkorišča Suholežnik svojo višino in pa telesno maso za svojim pozicioniranjem, pač možnosti, ki se mu ponujajo, in zaenkrat to tudi zelo kvalitetno Celje v napadu izkorišča. Ja, v takšnih priložnostih pa tudi Aljoša Čudič nima pravih možnosti, da bi poskus zaustavil, gre tako ali tako za zice. Ja, verjetno bo v nadaljevanju še kakšnega tudi vseeno ustavil, ampak zaenkrat je Suholežnik kar učinkovit.
Potočnik, pa Radojkovič, Kotar, Radojkovič, spet lepa akcija ob Mišku na krilo. En Glavaš zaenkrat prvo ime, kar se tiče doseganja zadetkov pri Trimu. Njegov četrti zadetek, 3 je dosegel s črte 7 metrov iz igre, torej Glavaš in pa Potočnik natančna pri Trimu, ki je znova izenačil 5-5. Strmjan. Še slabe pol minute kazni za Ivankoviča, Celjani znova brez vratarja, zdaj tudi dober pritisk pri Trimu, ampak videli bomo, če lahko gostujoča obramba skozi ves napad Celja zdaj zadrži to postavitev. Sodnika sta že dvignila roki, ampak spet odlično zunani igralci Celja, tokrat Dragaševič, njegov prvi zadetek, šele 10. v tej sezoni lige NLB. Celjani vodijo s 6-5, pa zdaj je napaka, igra z nogo in napad za Celje, ki lahko povede s +2. Celjani pa ob tem seveda tudi že v polni postavi. Strmjan, Dragaševič, Terzič znova za Strmjana, to bo, kot kaže, znova uigrana akcija, dolg napad pivovarjev. Akcija je stekla, Strmjan potem ni uspel 1-1 priti do možnosti za zaključek ali za podajo na krilo. Trimo zdaj v tej obrambi zaenkrat zelo zbrano. Ja, zdaj so tudi spremenili nekoliko igralca, ki igra na mestu drugega z leve, Horvat močnejši igralec, predvsem verjetno si želijo nekoliko okrepiti torej igro na tej strani, ker bi bil on bolj kos visokemu suholežniku, da ne bi na tako lahk način prihajal do priložnosti. Bomo videli, če bodo uspešni. 9 metrovka za Celjane, Strmjan ob tem, ko sta sodnika spet dvignila roki, no in Strmjan dokazuje svoje kvalitete. Njegov prvi današnji zadetek, Celjani pa znova vodijo s +2, to je tudi še naprej najvišja prednost na današnji tekmi. Težave je zdaj imel Gašper Horvat, nekdanji član Ribnice. Od njega si pri Trimu veliko obetajo, od Gašperja Horvata. Ja, Gašper Horvat je pravzaprav se oblikoval v Ormožu, potem nadaljeval zelo kakovostno z svojo igro v Ribnici in pravzaprav se je zaslužil za svojimi dobrimi nastopi v Ribnici tudi ta prestop v Trebnje, ki je verjetno še korak naprej v njegovi karieri. Jaz sem pripričan, da bo Gašper v naslednjih letih se razvil v igralca, ki bo lahko nastopil tudi za državno reprezentanco. Nov poskus iz 7 metrov bo zdaj imel Glavaš, torej nova 7 metrovka za Trimo. In tudi tokrat natančen Glavaš, ki zamenjava v vratih. Bojič je dobil priložnost, ni poskrbela za to, da bi se Glavaš zmedel, njegov 5. zadetek. In Trimo, kar bo lahko na koncu tudi odločilnega pomena, zares zbrano ob teh 7 metrovkah. Ja, to je sigurno zelo pomembna komponenta. Dostikrat se zgodi, da pravzaprav ekipa odlično naredi vse do tistega zadnjega, do zadnje realizacije, recimo predvsem pri 7 metrovkah. Tudi jasno, da svoje karijere dosti doživel, da smo recimo od 8-7 metrov realizirali 3, in to je potem velika težava. Igraš dobro, vse napraviš prav, samo tisti zadnji zaključek manjka in igralci, ki so tako kakovostni v izvajanju 7 metrov, kot je do zdaj pokazal Glavaš, so zopet zlata vredni, ker pač pretvorijo v rezultat kakovostno igro ostalih igralcev. Čudič je upisal drugo obrambo, zdaj glasnejši privrženci Trima, ki so v zares lepem številu prišli v Celje in takšnih dvobojev se seveda lahko samo veselimo v ligi NLB ob tem tradicionalnem derbiju z Velenjem, jasno iz zornega kota Celjanov, bo tudi ta, kot kaže, vse pomembnejši. Zdaj krasen zaključek, lepo je Horvat prišel do zadetka. In izid je znova poravnan, 7-7. Strmjan, Terzič. Ja,
dokazuje svojo moč. Suhaležnik preigral je tule 7 metrovko. Fantastično je zagradil žogo. Ko imaš takšnega pivota, je tako v obrambi kot v napadu lažje. Ja, seveda, Suhaležnik danes res odlično igra v napadu in Trebanjci ima velike težave z njegovim pokrivanjem, sigurno bodo morali nekaj spremeniti, kar se tega tiče. No, tule pa je zdaj tisti zicer, ki sva ga omenjala. Točno to, in to ima lahko velik vpliv na, jasno, najprej na rezultat, pa tudi na samo psihologijo igralcev, na celoten potek tekme. V končni fazi realizirati 7 metrov, ko ni tako preprosto, zahteva dosti znanja, pa tudi psihološke priprave. Prva 7 metrovka je bila to na tekmi za Celjane in pivovarji so jo torej zapravili. Trimo pa ima ob tem, ko smo vstopili v drugo polovico prvega polčasa, priložnost, da prvič na današnji tekmi povede. Poglejmo, kaj bodo storili gostje. Glavaš se je odločil za prodor, tako je bilo tukaj jasno, da ne bo uspeha, ampak je pa bil pod prekrškom, priigral je 9 metrov v svoji ekipi, namesto Vidoviča zdaj že v nekaj zadnjih napadih v napadu Grbič. Še en zanimiv mlad krožni napadalec. Zunanja vrsta pa torej v zadnjih napadih Horvat, Kotar in pa Radojkovič. Ja, tudi Grbič je odličen krožni napadalec, s tem, da seveda lahko igra v obrambi, je pa treba sigurno tudi iz trenerskega vidika razmišljati, kako ga prihraniti moči, da lahko skozi celo tekmo igra. In tukaj seveda je predvsem Vidovič tisti, ki v fazi napada lahko zelo kakovostno zamenja. Zdaj so Trebanjci imeli priložnost, da bi prvič na tekmi povedli, pa zaradi tehnične napake zapravljen napad. Žoga bo še naprej za Celjane, čeprav se je tam Čudič izkazal. Ampak tule bomo zdaj videli v ponovljenem posnetku. Celjani torej nadaljujejo z akcijo. Strmjan in Ivankovič. V igri zdaj Žiga Mlakar, ki je bil vprašljiv pred današnjo tekmo, to je potrdil tudi Jane Toskič v pogovoru za klubsko spletno stran. Strmjan pa poskus Ivankoviča. Še enkrat Ivankovič, krasno, neubranljivo, njegov drugi današnji zadetek. Celjani vodijo z 8-7. Zelo lep zadetek. Ja, krasen gol. V teh 1-na-1 akcijah pride do izraza ta kvaliteta, pa tudi višina, ki jo Celjani znajo izkoristiti. Pa tudi to, da pravzaprav so sposobni malo presenečati. Nekaj zadetkov bilo doseženih iz situacij, ki jih obrambni igralci težje predvidevajo. Treba vedeti, da se ena in druga ekipa dobro poznata, da je taktična priprava na tekmo bila sigurno temeljita z obeh strani in če igralci niso sposobni nečesa, s čimer presenetijo, malo več kreativnosti, to seveda je težko dosegati zadetke. Dolg napad zdaj je Trima, Horvat, pa Radojkovič, še enkrat Horvat. Poglejmo, če lahko zdaj kdo pri Trimu preseneti zunanjega položaja. Celjani odlično v obrambi. Kodrin je storil prekršek za 9 metrovko. Sta pa zdaj sodnika že dvignila roki. Kotar. Bil je pod prekrškom Kotar, ampak znova je dokazal, kako je iznajdljiv. Iskal je podajo iz težkega položaja, pa je tudi skoraj da našel. Ja, Kotar je sigurno zelo kakovostni igralec. Še enkrat je pripeljal svojega desnega zunanjega v lep položaj za strel. Ampak tokrat žoga mimo vrat in Celjani imajo zdaj znova priložnost, da povedajo s +2. V igro pa je prišel še eden izmed zelo nadarjenih, kvalitetnih krožnih napadalcev, Stefan Žabič. V tej sezoni v napadu dokazuje, ko dobiva priložnost, da njegov razvoj gre v pravo smer in videli bomo, kaj bo ponudil danes. Zaenkrat je Žabič pri 15 zadetkih. Strmjan pa Ivankovič, Strmjan. Ivankovič, tudi je prišlo do prekrška.
kar je zdaj tudi pokazal David Sok in torej 7 metrovka za Celjane in izključitev pri Trimu. Filip Glavaš izključen, prva izključitev pri Trebancih na današnji tekmi, trikrat že izključen igralec pri Celju. Aleks Vlah pa tisti, ki bo izvedel 7 metrovko. Eno so danes Celjani že zapravili. Ja, in zapravili so tudi tole drugo. Čudič je razpoložen ob 7 metrovkah, vsaj tako se zdi. S tem pa se seveda tudi dviguje motivacija ekipi. Ja, seveda, to je jasno, da, tako kot sem že prej povedala, brez kakovostne realizacije 7 metrovk se rezultat ne premakne v tisto želeno smer. Zdaj so Celjani imeli že dvakrat možnost, da bi z uspešno realizirano 7 metrovko naredili razliko. Ja, ni jim uspelo, ostalo je torej 8-7, ampak Trimo ne izkorišča obramb svojega vratarja. So pa Celjani zdaj zgrešili prazna vrata, ob tem, ko je izključen Glavaš, je bil Čudič na klopi, ampak na njegovo srečo poskus Strmljana čez vrata. Ja, vidi se, da so Celjani vseeno malo pod vtisom te tekme, da je za njih pomen te tekme morda še večji kot za Trimo. Trimo se je tudi pokazal kot izredno čvrst nasprotnik v tem delu tekme in zelo verjetno je, da bodo Celjani postajali vedno bolj nervozni, če bo Trimo vztrajal oziroma če bo še naprej uspešno igral, tako kot kaže zdaj. 8-8, zadnjih 10 minut prvega polčasa je v teku, zaenkrat trenerja še nista posegla po kakšni minuti odmora. Tule bi morda lahko tudi Vujović bolje posredoval, žoga je končala za njegovim hrbtom. Celjani imajo še 20 sekund igralca več, vsaj zaenkrat te prednosti niso izkoristili Strmjan. Mlakar, ja, zdaj lepo žiga Mlakar, dovolj je bilo prostora za zaključek in zadetek za vodstvo Celja z 9-8. Čudič se lahko vrne nazaj na parket. Trimo je v polni postavi. V igri zdaj Miodrag Ćorsović, 21-letni črnogorski krožni napadalec. Zamenjava torej Uroša Zormana. Kotar. Glavaš seveda nazaj v igri. Tole je bila zdaj krasna akcija Trima in do svojega prvega današnjega zadetka je prišel Marko Kotar. Že v mladinskih selekcijah oziroma mlajših selekcijah reprezentance je Kotar kazal velik talent. Ja, Kotar je sigurno bil že kot mladinski reprezentant, nosilec igre svoje generacije, pa eden izmed nosilcev igre svoje generacije in zdaj vedno bolj kaže, da ima res lep potencial. In ne glede na to, da je mogoče nekoliko nižji igralec, pa za svojimi drugimi sposobnostmi in taktičnim znanjem kaže, da se je razvil res v vrhunskega igralca in dela velike preglavice celjski obrambi. Ja, tudi v obrambi pa svojo borbenostjo povsem levo zna pravočasno zapreti tekmeca, zna tudi izkoristiti svojo hitrost, da imajo Celjani na voljo 9 metrov, kot nekaj težav imajo v tem napadu pivovarji. Strmjan, nekaj sreče za domače, ampak potrebno je srečo izvati in Žiga Mlakar je prišel do svojega drugega zadetka, to je tudi njegov drugi zaporedni gol. Celjani torej zdaj tudi za voljo Mlakarja vodijo, držijo tole minimalno prednost, 10-9 je za celjsko zasedbo. Ja, Mlakar je ravno tako zdaj pokazal v nekaj akcijah, eno zanesljivost, čvrstino, to je tisto, kar Celjani sigurno tukaj potrebujejo, izkušenega igralca, ki ne bo imel težav z recimo realizacijo in bo tudi v tem smislu vodil svojo ekipo. Dobili so medtem priložnost nekateri igralci pri Trimu, ki so bili na klopi, tudi Staš Slatinek Jovičić, ampak o tem nekoliko več v naslednjem napadu, kajti Trimo je žogo zapravil in Celjani lahko zdaj povedejo s +2. Zadnjič so vodili s +2 v 13. minuti, ko je bilo 7-5. Bo pa zanimivo videti, kako bo tudi tista premešana zasedba v napadu pri Trimu držala korak z nasprotnikom.
Je pa zdaj Alen Toskič zahteval minuto odmora, izid torej 10-9 za Celjane, privoščimo pa si kratke oglase. Tako, prva minuta odmora je za nami, pri izidu 10-9 jo je zahteval Alen Toskič. Marko, hitra ocena teh uvodnih 23 minut. Ja, nekako po pričakovanju, ne, lepa tesna tekma, zanimiva tudi z taktičnega vidika. Zaenkrat Trimo zelo dobro parira Celju, ne, to je pa tisto, kar smo si želeli, ne, nismo si želeli, da bi Celje prehitro napravil neko razliko, bo napravil tekmo nezanimivo, ne, očitno so se dobro pripravili. In pravzaprav je tekma zelo zanimiva. Je pa res, ne, da imajo Celjani mogoče kakega igralca več razpoloženega v tem trenutku. Tudi zato morda Uroš Zorman zdaj poskuša v napadu, ne, s temi menjavami. Omenil sem predtem, da je Staš Slatinek Jovičić dobil priložnost. Na zadnji tekmi je bil Zorman kar precej jezen, ne, ker je zapravil kar nekaj lepih priložnosti. Zdaj je zadetek za Trebance. Horvat je v dobri dnevni formi, Marko, morda bo on tisti, ki ga Trimo potrebuje. Ja, do zdaj sigurno je pokazal veliko kvaliteto, ima strelski skupiček 3-3, pomembna zadeva, ne, predvsem, da, tako smo povedali, odpira obrambo z svojimi streli z razdalje. Zanimivo bo, no, če bo Trimo uspel tudi z temi menjavami držati ključek, ker s tem seveda trener počiva svoje najboljše igralce za tiste najpomembnejše trenutke. In tem je ravno pomen tudi široke ekipe, ne, da lahko igralci, ki bodo v recimo zadnji tretjini tekme verjetno odločali, pridejo tja relativno spočiti. Je pa za Trimo zelo pomembno, da je Čudič dobro razpoložen. Zdaj je opisal novo obrambo, ampak žoga je ostala v igrišču in tudi v posesti Celja, ki še naprej napada. Lep prodor je bil zdaj to Ivankoviča, potem pa prekršek za 7 metrovko, čeprav je bil Čudič na pravem mestu. Vidimo Staša Slatinka Jovičića, ki je torej prestopil v Trimo. David Razgor, kapetan Celja, pa tisti, ki bo zdaj prevzel odgovornost, in znova Aljoša Čudič. Nova obramba Čudiča. Celjani pa zanimivo, Marko, to je potrebno poudariti. Po 3-7 metrovkah brez doseženega zadetka. Ja, če bi se slučajno zgodilo, ne, da bi se tekma končala slabo, rezultatsko gledano slabo za Celje, ne, potem bodo sigurno morali v teh situacijah iskati razlog za slabši rezultat. Ne. Trimo je tukaj odigral pravzaprav perfektno, ne, vse svoje 7 metrovke je brez težav prenesel v rezultat, ne, medtem ko pa Celje ima s tem velike težave. Imajo pa Celjani tudi težave z izključitvami, to je zdaj že 4. na tekmi. Vidimo, kaj se je tule zgodilo. Poteko z nogo, kar je pokazal tudi sodnik. Oviral je igralca in zaenkrat odličen kriterij, enak na eni in na drugi strani, zato je seveda to enostavno moral biti prekršek za izključitev. Horvat poskuša, pa Višček, še vedno Višček, podaja na desno, kjer je bil Radojković, Višček in Horvat. To bo zdaj zaključil, krasna žoga. Delovalo je to, da je dobra ideja, ampak predtem je že Zorman zahteval minuto odmora. Pri izidu 11-10, še enkrat v tem prvem polčasu, čas za naše oglaševalce.
sobota v Lidlu. Sveži file lososa 3,59 €. Zobna krema Senzodin 40% ceneje. In ananas le 1,19 € za kos. Lidl, preprosto več za vas. Aktivirajte brezplačno zavarovanje spletnih nakupov za vašo kartico Mastercard World na mastercard.si in preverite še druge ugodnosti. So lahko prazniki še bolj okusni? Seveda, s ponudbo iz Spara, kjer v petek in soboto pakirane mesne izdelke dobite kar 40% ceneje. Alpsko mleko Ljubljanskih mlekarn pa dobite 25% ceneje. Ne pozabite pa tudi na kupon za 10% popust. Ljubezen in vse, kar paše zraven. Spar. Akcija svojega moštva ravno v trenutku, ko je prišlo do priložnosti za vsega zadetka, pa včasih tudi v času, ko je zadetek že padel. Ampak tako pač je, ne. Višček medtem prodira. Ja, najhuje bo zdaj, če Trimo zapravi tale napad. Seveda, ne, potem sta ampak tu si ni kaj očitati, ne. To pač noben ne more predvideti, ne, kako se bo pravzaprav ta situacija končala. Zdaj pa zelo ostro Marguč. Sledilo je sicer opravičilo, tu je nekaj vlečenja, pa potem tale rokoborski prijem. Ja, zdaj, to tudi prinašajo derbi. Seveda, ne, tudi to, no, je pa res, da bi mogoče tudi v tem primeru zdaj, ne, lahko sodnika posega za disciplinsko kaznijo. Ja, pri Trimu so nekako to pričakovali, Trimo mora zaključiti, zato tale poskus, zdaj še Cepelin in tole je akcija za sladokusce. Celjani so izpadli zelo naivno, tule bi morali samo čakati na tole potezo. Zelo lepa akcija, res, in v taktičnem, kot tudi v tehničnem smislu. Krasen Cepelin. Še enkrat je Horvat pokazal, no, tudi. Ja, Horvat je demonstriral odlično temu. Seveda. Dokazal, da je v dobri dnevni formi. 11-11, torej v 28 minuti smo, bolje rečeno, v izteku 28. In derbi še naprej ostaja zelo izenačen. Strmjan, krasna žoga na črto 6 metrov, kjer se je odkril Tilen Kodrin, šele prvi zadetek za Kodrina na današnji tekmi. Njegovi goli zaenkrat manjkajo, ampak Trimo ne dopušča tistih protinapadov, ki jih Kodrin zna izkoriščati. To je seveda razlog za to, da strelsko zaenkrat še ni bil uspešen. 9 metrovka pa medtem za Trebance. Znova je v igri Kotar. Slatinek Jovičić, pa Kotar, Radojković, Kotar. Zdaj Horvat morda celo preveč optimističen, potem na kakšen način je dosegel zadetek v zadnjem napadu. Žabič je hitro okrenil naprej. Ja, bo pa to 9 metrovka. Malo prehiter strel Horvata, glede na situacijo, pa glede na to, da so res do zdaj zelo potrpežljivo igrali, ampak seveda tudi do tega mora priti. Ja, najverjetneje se je tudi počutil nekoliko močnejšega, potem, kar mu je že vse uspelo v tem prvem polčasu. Ja, tukaj pa seveda ne ta... To je cena mladosti, ne izkušenosti. Inteligenca igralcev pride do izraza, da zna počakati, da je potrpežljiv. Strmjan in Ivanković, poglejmo, kdo bo zdaj imel mirnejše živce v zaključku prvega polčasa. V zadnji minuti, 30 minuti smo, poskuša Mlakar, ki se je tule dobro dokopal do črte 6 metrov in zdaj izključitev pri Trimu. Mlakar igra odlično, pametno. Ni videti, da bi imel kakšne težave med tednom. Ne, išče prodor, prostor za prodorno igro, ne forsira strela z razdalje, ki bi lahko bil, pač ga pripeljal v domljive situacije. Ja, ni tveganja, ki bi bilo nepotrebno, zdaj pa imajo torej Celjani v zadnjih pol minutah še igralca več, ko so v napadu. Poglejmo, kako bodo pivovarji to izkoristili, dva krožna napadalca v igri. Strmjan. Mlakar. Ni prekrška v napadu. Ostali so vsi na klopi Trima in zahtevali žogo zanje. Še 10 sekund do konca prvega polčasa. Vprašanje je torej samo, ali bodo Celjani polčas dobili s +1 ali s +2. Strmjan.
Strmljan. Ja, lepo je Strmljan tule prodrl njegov tretji zadetek in 13-11. Ni pa več časa za napad Trima. Celje je torej dobilo polčas s svojo najvišjo prednostjo. Nekajkrat so v prvem delu Celjani vodili s +2. Kar se tiče strelcev pri Celju, Suholežnik in Strmljan natančna po 3-krat, na drugi strani Horvat 4-krat in pa Glavaš kar 5-krat. Marko, pričakovano zelo napet derbi, ampak če pa pogledamo zdaj tiste 7-metrovke, Celjani bi lahko na odmor odšli s kar višjo prednostjo, ne? Ja, seveda, če bi jih realizirali, ne? Ampak tudi to je del igre. Tekma je zanimiva, v vsakem primeru čisto odprta še, kaže se, rekel, velika želja, borbenost, ne, vseh, ki so na igrišču. Jaz pričakujem, da bo v drugem polčasu še zelo zanimivo, da bo tudi se kakšna iskra še zakresala, ne, da bo tekma še zelo zanimiva. Kaj meniš, da bi lahko bila prednost Trima v drugem polčasu? Ker o prednostih Celja sva tako ali tako že v samem uvodu govorila. Ja, zdaj, mogoče prednost bi lahko bila ta, da niso tako obremenjeni z samim rezultatom, kot pač morajo biti tukaj Celjani. Celjane bi bilo popolnoma nespremljivo, če bi tako tekmo izgubili, medtem ko pa pravzaprav Trimo še vedno s tem nič ne izgublja, ne. Za vse te ekipe je pomembno, da domače tekme dobivajo. Sicer je Trimo res za to izgubljeno točko proti Ribnici malo načet, kar se tega tiče, ampak še vedno so v igri popolnoma, tudi če nas izgubijo tekmo, je pa za Celje to pa toliko bolj pomembna zadeva. Ja, tudi ob tej fantastični publiki bi bil poraz za Celjane večja katastrofa, če smemo uporabiti ta izraz. Torej po prvem polčasu 13-11, vidite še nekaj najlepših trenutkov tega prvega dela. Z Markom pa se zaenkrat od vas poslavljava in se znova oglasiva pred začetkom drugega dela. Lep pozdrav! Eno tako trilersko vzdušje, za tekmovalni šport, vrhunski šport, pa naj bi ravno to dal, eno tako atmosfero, kjer tudi čustva pridejo do izraza, tako da jaz upam, še posebej v takem športu, kot je rokomet, ki je borben, hiter, dinamičen in jaz upam, da bo v drugem polčasu, podobno kot je bilo v prvem polčasu, napeta in kvalitetna tekma. Videli smo Arema Toskića, s čim je lahko zadovoljen in kaj ga je lahko jezilo? Ja, jaz mislim, da Celje je drugače odigralo zelo v redu, razen teh 7 metrov, pa mogoče kakšen slabši zaključek 100% priložnosti, ampak predvsem 7 metrov, zdaj, če bi uspeli te 7 metrov realizirati, bi imeli zdaj za drugi polčas že kar lepo prednost. Seveda je pa, tako smo že govorili, cel prvi polčas tudi to del igre in Celjani tukaj niso uspeli, sigurno tukaj treba z njihove strani za drugi polčas pripraviti neke rešitve. 7 metrov, ki bodo zanesljivo zopet prišle in zelo pomembno je, da jih bodo pač uspeli pretvoriti tudi v zadetek. Videli smo tudi Uroša Zormana, ki je bil ob koncu prvega dela zelo besen, ampak jaz mislim, da se nima smisla pretirano ukvarjati s sodniki. Vseeno sta dobro opravila delo z izjemo tistega enega prekrška, ko bi morda lahko izključila Marguča. Ja, seveda, sodnika nista v nobenem primeru bistveno vplivala na rezultat tekme, tako da je to bolj izraz pač neke frustracije ob koncu polčasa, ko se morda ni zaključil čisto po željah trgovcev. Ko so tudi oni zapravili nekaj priložnosti. Seveda, absolutno. Je pa tudi na nek način to logično, vsi so napeti, trenerji še posebej pričakujejo neugoden rezultat, če se ne izteče vse po pričakovanjih, sigurno tudi da iščejo mogoče izgovor v kakšnih stvarih, kjer ne bi ravno rado. Zelo pomembno bo tudi, v kakšni formi bosta v nadaljevanju vratarja. Čudić je bil v prvem polčasu odlično razpoložen, ne samo ob poskusih iz igre, ampak tudi ob že omenjenih 7 metrovkah.
Na drugi strani Vujović ni bil toliko krat viden v akciji. Je pa tudi res, da so imeli Trebanjci kar nekaj poskusov z črte 6 metrov, ko ni imel pravih možnosti. Trebanjci pa so tisti, ki bodo zdaj začeli s sredine, torej v drugem polčasu. Trimo v prvem napadu, v belo-črnem igra Trimo, v rumeno-modrem Celjani. Poglejmo si postavo Trima. Udović na levem krilu, levi zunanji je Horvat, Kotar je organizator igre, pa krožni napadalec Grbić. Na desnem zunanjem ostaja Radojković, povsem desno na krilu, pa Glavaš, ki je s 5 goli trenutno tudi prvi strelec srečanja. 3-krat je bil Glavaš natančen s črte 7 metrov. Drugi polčas se je torej začel, Celjani zdaj v obrambi. Omenil sem, da je Vujović ostal v vratih, Horvat prodira, pa zdaj lepa žoga na črto 6 metrov, ampak Celjani so bili že v prvem polčasu v obrambi v takšnih napadih zelo zbrani. Znova Kotar, Radojković, Kotar, po žogu še Grbić, pa znova Radojković. Horvat, sodnika sta že dvignila roki. Horvat, ki je v prvem delu kar nekajkrat opozoril nase, pa s fantastičnim zaključkom, njegov 5. zadetek. Malo je bilo danes zapravljenih priložnosti strani Kotarja oziroma strani Horvata, jasno, in zelo pomembno bo, da ostane tako zbran v zaključkih. V napadu pa torej... Še enkrat, to je zagotovo izredno pomembna stvar, da imajo Trebanjci dober strel z razdalje. Celje igra nekoliko bolj plitvo obrambo, visoki igralci in z kvalitetnimi streli z razdalje je pač to obrambo lažje razbijati, kot pa samo z neprestanim iskanjem prodora in pa igri s pivotom. Se je pa videlo, kako je Potočnik manjkal v obrambi Trima v zadnjem napadu Celja, kajti bil je še izključen. Zdaj Trimo v popolni postavi. Kotar je prodiral, 9 metrovka za trebanjske leve. Kotar in Horvat. Kodrin dovolj agresiven, Trimo ostaja v napadu. Horvat, pa Kotar. Znova dolg napad, znova sta sodnika dvignila roki. Prekršek za 9 metrovko. Celjski navijači zadovoljni z obrambo svojih ljubljencev. Tole bo zdaj seveda prekršek. Zelo borbeno v obrambi tudi Žiga Mlakar. Trimo ima nekaj težav zdaj, da bi si pripravil izdelan zaključek. Kotar. Ja, in dovolj vztrajni so bili pri Trimu. Marko je že omenjal v prvem polčasu, da morajo biti dovolj potrpežljivi in zdaj se jim je to izplačalo. Zelo lep zaključek, tudi velika raznovrstnost v izvedbi posameznih elementov. Medtem pa Celjani do hitrega zadetka ni še bila povsem postavljena obramba Trima. Alex Vlah je zadev za 15-13. Je pa eden izmed težav sigurno predvsem pri Trimu ta, da mora menjavati igralce med obrambo in napadom in tokrat se jim je to že maščevalo. Ne morejo dovolj kakovostno sestaviti conske obrambe in seveda Celjani to izkoriščajo. Ja, vsakič, ko Potočnik manjka v obrambi, je velika težava. Zdaj je spet odličen napad za Trimo, 15-14 je izid. Radojković je dosegel svoj drugi zadetek, obakrat natančen v drugem polčasu. Aljoša Čudić pa zdaj prvič na pravem mestu v drugem delu. Trimo ima priložnost, da izid poravna. Bo pa to zdaj 7 metrovka in še izključitev. Tilen Kodrin, kaznovan drugič na današnji tekmi. Trimo je zelo podjetno vstopil v ta drugi polčas, so kar prepričljivi. To je tisto, kar sem pravzaprav tudi povedal, da je velika nevarnost za Celje, da bodo z neko res kontrolirano, maksimalno agresivno igro prisilni Celjane
ostaja pa 100% z črte 7 metrov Filip Glavaš. 15-15, torej poravnanje izid po 34 minutah, ekipi izenačeni. Celjani pa zdaj brez Kodrina, koliko je lahko težava, da je bil že drugič izključen, predvsem v fazi obrambe. Ja, zagotovo to je neke vrste težava, čeprav Kodrin je že izkušen igralec, da bo znal malo pokontrolirati svojo igro. Ni pa to čisto enostavno. Sigurno je Kodrin pomemben člen in če je bil tretjič izključen, bi to pomenilo en velik minus in za obrambo in za napad Celja. Namesto njega zdaj na levi strani znova Mazej. Prekršek, tam je bil Florjančič, tisti, ki je pritiskal na zunanjo vrsto, padec pa na črti Botočnik in Grbič ob Mlakarju. Ni bilo prekrška za izključitev. Čudič na pravem mestu, ampak žoga z igrišča ob stranski črti, tako da je to še naprej napad za Celjane. Zdaj tudi nekaj sreče za pivovarje, nazaj na klop vratar Vujović. Ostaja torej v igri 6 igralcev v napadu Celja. In Celjani bodo zdaj prav tako igrali na 5 igralcev v obrambi. Potočnik izključen drugič danes, no to pa je tudi težava za Trimo. Ja, če malo žargonsko rekel, so Celjani dobro zmazali v tem napadu. Že je malo slabše kazalo, pa je Vlah odlično izkoristil svoje sposobnosti na pravem igralcu, pokazal dobro tehniko igranja 1 proti 1 in silo. Pa zdaj še krasen višek, ampak Čudič se ne da. Čudič odlično brani, izkorišča svoje izkušnje, prebere igralce, očitno se tudi dobro pripravo na določene igralce. Se pa vidi vseeno, da nekateri mlajši igralci imajo težave z tem, če rečem, derbijem in pa napeto situacijo, ki nastaja. Ja, roka se lahko zatrese. Horvat zdaj na krilo, in zdaj so tudi igralci Trima zapravili veliko priložnost. Vujović je bil na pravem mestu, rešuje pa se Trimo odlično zdaj v obrambi, povsem desno, potem ko se je hitro vrnil na svoje mesto Glavaš. Odlično prestrezanje, dobra reakcija branilca in še en dokaz več, da so Celjani malo v nekem krču, glede tega rezultata, tako kot sva rekla. Ja, zagotovo bo izziv za Celjane, da se zdaj prebudijo pred ramijo. Kotar tudi brez napake, Horvat, Radojković. A tole pa je zdaj bila neumnost in prazna so vrata. Celjani bodo to znali izkoristiti. Mazej je dosegel svoj drugi zadetek na tekmi in Celje vodi 16-15. Takšne napake pa so lahko usodne v tem drugem polčasu, ne sicer še v tej fazi tekme. Ja, relativno malo takih napak smo videli v dosedajšnjem poteku tekme. Seveda, to so napake, ki se načeloma ne bi zgodile, ker pripeljejo tudi do direktnega zadetka, prazen gol, zopet smo tukaj pri rezultatu in pa tudi psihološkem vplivu. Kontrola teh situacij sigurno mora biti na višji stopnji. Horvat. Tule je zamudil Radojković s podajo proti Grbiču, tudi dobro oviran Radojković. 9 metrovka je to za Trimo. Grbič, Radojković, Kotar. Radojković, Celjani zelo dobro zdaj v obrambi. Kotar spravil je tam žogo do Grbiča. Sodnika sta že dvignila roki in zdaj bo potrebno hitro zaključiti. Kotar, Radojković, Kotar.
Kotar je v tej igri 1-1, zelo močan, preigral je še eno 9-metrovko v svoji zasedbi, ki pa bo zdaj potrebovala krasen zaključek ali zunanjega položaja ali pa kakšno podajo proti krožnemu napadalcu. Ni se išlo z žogo na Radojkoviča in Celjani lahko znova povedejo s +2. Zdaj so tudi Celjani storili neumnost, ampak potrebno bo žogo vrniti nazaj. Prehitro so vse skupaj izvedli pri Trimu. Žoga je pri Čudiču. Na postavljeno obrambo bo Trimo iskal izenačujoči zadetek, 16. na tekmi. Morda bo zdaj znova Didovič povzročal nekaj težav v navezi z Kotarjem, celjski obrambi. Ja, sigurno je ta poskus z Didovičem nek poskus, da bi se igra s Pivotom malo izboljšala, ker je bilo jasno, da Grbič ni uspel nekaterih akcij uspešno zaključiti v sodelovanju predvsem z Kotarjem. Didovič naj bi načeloma bil v tem smislu uspešnejši. Je pa res, da ga je potrebno menjavati potem v obrambi in verjetno si Trebanci že tako večjim številom menjav igralcev napad obramba težko privoščijo še menjavo Pivota. Ja, pri hitrem centru potem to se zelo pozna. To ni tako enostavna situacija, verjetno bi Didovič že prej dobil več možnosti, če pač ne bi bilo tega, o čemer smo zdaj govorili. Odlično v vratih Celja Vujović. Druga obramba zanj v drugem polčasu, skupno četrta, ostaja 16-15. Pa nekaj sreče za Trimo, prečka je rešila Čudiča. Še eno priložnost dobivajo Trebanci, da izid poravnajo. Udovič in Horvat, pa Kotar. Makar Sukoležnik in Poteko so seveda izredno močni igralci, to se pozna, ko Trimo napada. Horvat, po žogo je prišel Glavaš. Sodnika kažeta, da je šlo za prekršek Sukoležnika, ki bo kaznovan za 2 minuti. Tole je zdaj razburilo Celjane. Trimo pa dobiva priložnost, da v 41. minuti napade z igralcem več. Videli bomo situacijo tam pri Didoviču, nekaj vlečenja, tule pa je Sukoležnik odrinil tekmeca, kar smo videli v posnetku, ampak ja, to so nespametni prekrški, v bistvu bi lahko z boljšo postavitvijo preprečil prodor, to obsuvanje igralca, še posebej, ko je v teku prodoru, je pa nesmiselno oziroma pripelje največkrat do disciplinskih kazni. Ja, povsem nepotrebno, zato sem dodal tisti svoj, ampak ker tule res ni bilo potrebe potem, zdaj so Celjani morda lahko v težavah, videli bomo, kako bo Trimo izkoristil to številčno premoč. Oglasili so se tudi navijači Trima, pa odlično Vujović, krasna obramba Miljana Vujovića. Na drugi strani protinapad in kazen za neučinkovitost. Tadej Mazej je zadev za 17-15. Odlična obramba Vujovića in potem tudi krasen protinapad. Zdaj, če pogledamo, se je ustavila igra v napadu na postavljeno obrambo tako enim kot drugim in so ti hitri goli iz protinapada res zlata vredni. Ja, ampak tista zadnja akcija pri Trimu je bila iz izdelane situacije. Je šlo za res lepo priložnost. Spet smo pri realizaciji teh 100% priložnosti. In zdaj, kot je Marko že opazil, igra v napadu se je zaustavila in Zorman je reagiral z minuto odmora. Hitro gremo na kratke oglase, da ne zamudimo nadaljevanja drugega polčasa. Čas je za time out. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče naokoli za informacije. Zanj vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi na daljavo.
varuh zdravja. Aktivirajte brezplačno zavarovanje spletnih nakupov za vašo kartico Mastercard World na mastercard.si in preverite še druge ugodnosti. Prav je, da včasih nimate časa za opravke. Skrajni čas, da Mercator pride do vas. Mercator spletna trgovina. Ravno pravi trenutek smo se vrnili, Trimo torej v napadu za svoj 16. gol. Poglejmo, kaj je svojim fantom zadal storiti v napadu Uroš Zorman. Poglejmo, če se bo Trimo sprostil, krasna asistenca Kotarja, ampak Grbič je stresel vratnico, bil sicer pod prekrškom. Dobra akcija, Marko. Odlična. Točno tako, kot ne bi se te situacije odigravale. Kotar je, kot tudi vidimo na počasnem posnetku, zelo dobro vezal torej srednjega igralca in pa enega izmed drugih Kalfa, potem pa lepo natančno podal žogo. Glavaš je zdaj zapravil prvo 7-metrovko. Omenjala sva to, da se bo tudi pri Trimu najverjetneje. Seveda, to je ena od velikih prednosti Trima bila v tem dosedajšnjem poteku tekme. Če pogledamo pravzaprav vse elemente rokometne igre, so tukaj napravili razliko glede na Celjane. Zdaj, če tukaj ne bodo več uspešni, potem... No, so pa zdaj dosegli zadetek, tako da se je zapravljena izničila. Udovič do svojega prvega gola, 17-16. Še naprej izredno napeto v dvorani Zlatorog, 43. minuta je v teku. Celjani znova v napadu za +2, Suholišnik na črti 6 metrov. Marguč, Mlakar, Strmljan nazaj v zasedbi, torej Strmljan bo zdaj znova igral na položaju zunanjega igralca. Pa napaka, zapravljena žoga ob tej podaji proti Vlahu napaka. Upajmo, da zdaj tule ni prišlo do poškodbe Lana Grbiča, ki je nerodno stopil, se je sicer vrnil v obrambo. Celjani bodo zdaj imeli na voljo 7-metrovko. Izid pa je torej znova poravnan. Na klop takoj Grbič, tam je delovalo, tule bo videla Marko, da je nerodno doskočil. To je nevarno za Gležen, potem se je sicer vrnil, vidimo pa prekršek za 7-metrovko, ki jo bo za Celje izvedel Marguč. Nova zapravljena 7-metrovka, čigava bo žoga. Žoga za Trimo. Pa je zdaj že prekletstvo 7-metrovk za Celje. To ni tako nenavadna situacija, ko se enkrat začne ta neugodni niz slabega izvajanja 7-metrovk, se lahko potem to raztegne tudi na daljše časovno obdobje. Vsakemu naslednjemu igralcu je samo še težje, ker vsi pričakujejo, da se prej bo zadetek padel, ampak ta verjetnost ni nič večja, pred prvim pa pri naslednjem metu. Ja, vedno ima 50-50 možnosti vratar ali tako, še vedno stanice. To je kot igra rulete, ko ljudje mislijo, da ne more pasti črna 20krat zapored. Tako, to ni isto. 9-metrovka medtem za goste, ki lahko prvič na današnji tekmi povedejo. To pa bi Marko na Celje dalo še veliko večji pritisk, tudi Toskič, ki sva ga videla na zaslonih, se tega zaveda. Zagotovo, tekma v tem trenutku se odvija po načrtih Trima trenutku. Celje je očitno v krču, ima težave, tudi ta zgubljena žoga v napadu, ki je Grbič prestrego, kaže na to. Dejstvo je, da bodo morali zdaj pokazati pa res čisto vse, kar znajo, če želijo to tekmo dobiti. Kotar. To bo zaključil, tole je zdaj še en prekršek. 9-metrovka znova za Trimo. Poteka Udovič, Kotar prodira.
Zdaj v obrambi, v osrčju svoje Celjani v osrčju svoje obrambe, še ena 9-metrovka, tako da so zaustavili Kotarja, ki zdaj gradi že nov prodor, iskal je Didoviča, pa še enkrat pod prekrškom Kotar, zdaj je zavrelo tudi med Florjani, ki so prepričani, da tule prekrška ni bilo, ampak akcija gre naprej, Celjani morajo biti zbrani, no, potem pa nepotrebna podaja na drugo stran v tej situaciji proti Udoviču in zapravljen napad. Trimo torej znova ni uspel poskrbeti za svoje prvo vodstvo na tekmi, vstopili pa smo že v zadnjo četvrtino tega derbija 10. kroga Lige NLB. Torej Trimo ni vodil na današnji tekmi. In kot kaže se to še nekaj časa ne bo zgodilo. Tilen Strmljan je poskrbel, da Celjani vodijo z 18-17. Radojkovič. Kaj sreče zdaj na črti 6 metrov pri Trimu znova Čorsovič, ki pa je odšel na klop zdaj, ko se je ponudila priložnost za zamenjavo, torej Didovič nazaj v napad. Horvat in Kotar. Didovič, Radojkovič, Kotar, Horvat, krasno, natančno, za njegov 6. zadetek, 18-18. Je pa zdaj mogoče res treba pohvaliti na eni strani Strmljana za odlično akcijo v prejšnjem napadu Celja, pa zdaj še enkrat Horvata, dva odlična mlada slovenska igralca, ki na današnji tekmi res en in drugi kažeta lep talent in Gašper Horvat tudi v obrambi, Strmljan mogoče bolj v napadu, ampak res z njegovo agilnostjo, spretnostjo, tudi taktično zrelostjo, ki jo že kaže, kaže, da je mogoče tudi on eden izmed tistih igralcev, na katere bi lahko v prihodnosti računala tudi naša reprezentanca. Ja, mislim, da bo Horvat zdaj igral s številko 40 zaradi raztrganega dresa, menjava torej dresa. Kar se tiče pa Strmljana, pa morda dobra stvar, tista hitra izključitev Vlaha, da je danes dobil priložnost v prvem polčasu in opozoril nase. In še zdaj je seveda Vlah igra dobro, oziroma Strmljan. No, zdaj je zapravljen napad Celja, ali bodo Trebanjci tokrat uspeli priti do prvega vodstva. Nekako se zdi, da se jim to vodstvo izmika. Ja, imajo pač to težavo, da menjavajo veliko število igralcev, 2-3 igralce v fazah napada obramba in s tem zgubljajo možnost, da bi dosegli kakšno lažji zadetek iz protinapada ali pa hitrim izvajanjem začetnega meta. In to je sigurno neka neprijetnost, ko se izčrpavajo v fazi igre na postavljeno obrambo, kjer Celjani igrajo zelo čvrsto. Težko je prebiti celjsko obrambo z igralci, kakršen ima pač Trimo. Sigurno bi kakšen lahek zadetek iz protinapada zelo prav prišel. Ja, teh je bilo za Trimo danes res malo. Slatinek Jovičić, krasna podaja proti Didoviču, in lepše priložnosti za vodstvo pa se zdaj skoraj da niso mogli želeti. Odlična akcija, zdaj samo, če bodo ohranili ali pa recimo zopet nadaljevali z tem kakovostnim izvajanjem. Kaj tu storiti? Ostati pri Glavašu, ki je eno zapravil, ali zamenjati? Jaz mislim, da če se trener nam zanese, to ni nič narobe, oziroma celo prav, tak igralec zna izvajati 7 metrovke, tudi če eno zgrešil. Tole je zdaj dokazal. Točno to je lahko čisto korektna odločitev in tudi v tem primeru se je to pokazalo. Daleč najbolj pripravljen za izvajanje takih metov. Zdaj pa ga trener najboljše tudi pozna in ve, ali je tisti zgrešen strelj prejšnji povzročil pri njem kakšno ostaja še vedno v dobri formi, kar se tega tiče. Ja, kot kaže, ni pustil posledic tisti zgrešen poskus Trimo, torej zdaj prvič na tekmi vodi in zanimivo bo videti, kakšna bo reakcija celjske ekipe, ki si je priigrala 7 metrovko.
7-metrovka, vsaj zaenkrat na tem obračunu za Celjane nočna mora. Poglejmo, kdo bo zdaj prevzel odgovornost v igro. David Razgor, tudi on je enkrat danes že bil nenatančen. Razgor in Čudič. Nova zapravljena 7-metrovka, zdaj že 5 zapravljenih 7-metrovk. Da ne bomo požrešni, če bi izkoristili toliko kot Trimo, torej da bi eno zapravili, bi Celjani imeli še vedno lepo prednost. Ja, zdaj si pa zamišljajte, ne, da bi Trimo zgrešil svojih 5-7 metrov, pa Celjani zadev svojih 5-7 metrov. Ampak potrebno je doseči zadetek. Natanko tako, ne, to je del tekme, no, to je tisto, kar daje čar, ne, rokometu, kot takemu. To je tako kot v košarki, prosti meti. Tudi pri Dončiću vidimo, da ima težave pri njih. Zdaj nekaj sreče za Vujovića, ki ga je rešila vratnica. Mislim, da se je sicer žoge 18. Vprašanje, kako bi Celjani reagirali, če bi se znašli v zaostanku s +2. 9-metrovka medtem za domače. Sok in Lah nista pustila hitrega nadaljevanja akcije celjski ekipi. Strmjan, Vlah, znova Strmjan. Mlakar. V drugem polčasu, Marko, pa se nekako zdi, da je Mlakar res imel težave med tednom. Ni več tako dejaven, kot je bil v prvem delu, ampak Strmjan pa nadaljuje z dobro igro. 5. zadetek zanj, 19-19. In zadnjih 9 minut srečanja. Krasno Strmjan. Ja, Strmjan je res, lahko rečem, zdaj je postal nadpoprečen igralec za slovenske razmere. Izredno dobro delo nog, če temu tako rečem. Prazna vrata medtem pri Trimu, ki je želel presenetiti Celjane s to akcijo, ko je odtekel Kotar iz ozadja, ampak Celjani niso uspeli izkoristiti ponujene priložnosti. Žoga mimo praznega gola, vanj se je sicer Čudič skušal hitro vrniti, ostaja pa 19-19. Jovičić, Kotar, Horvat in Radojković, pa potem Glavaš in Grbić. Zasedba pri Trimu, padel je zdaj grdo Lan Grbić, ki potrebuje zdravniško pomoč. Upajmo, da ne gre za kaj hujšega, prijel se je takoj za koleno. Tule grd obrat. Marko, pri takšnih pacih lahko pride do zares težkih poškodb. Ja, vprašanje je, kakšne posledice je že predhodna težava pustila pri Grbiću, tam po tistem protinapadu. To je prva stvar, bil je sigurno še zdaj ogret, vroč, pa je mogoče čuto, torej ni čuto posledic tega, zdaj je pri takem mogoče ne najbolj prijetnem pacu, ko mu je zavrtelo koleno, pa je lahko prišlo še do dodatne poškodbe. Sigurno je to zelo neprijetna stvar, tako zanj in pa jasno tudi za Trimo. Ja, mi lahko samo stisnemo pesti, da ni prišlo do težje, hujše poškodbe, da se bo Lan lahko hitro vrnil na igrišča. Jasno, ga danes ne bomo več videli, to si skoraj da upam trditi. Ja, zelo verjetno, pa mogoče tudi stališča teh poškodb, ki nastajajo pri športnih igrah, pa prav kometu še prav posebej treba izpostaviti to, kar se je tukaj zgodilo, to čisto nepotrebno, tudi čeprav ni bilo agresivno in pa zelo z veliko silo napravljeno potiskanje. Potiskanje igralcev je nekaj, kar je neprimerno. In tudi nevarno. Seveda, predvsem nevarno, jasno. 7-metrovka zdaj za Trimo. Dobro je prodrl danes razpoloženi Horvat, ki smo ga večji del tekme bili vajeni s petico na hrbtu, ampak po težavah z majico v enem izmed prerivanj se je moral preobleči. Glavaš ima priložnost za svoj 8. zadetek. In uspešen Filip Glavaš. Trimo znova vodi.
Tu vidimo dve popolnoma različni sliki pri izvajanju 7 metrov. Na eni strani Celjani z strašnimi težavami, po drugi strani pa Trimo z lahkoto, oziroma Glavaš v tej vlogi z lahkoto realizira 7 metrov, ki na ta način pravzaprav pomemben v rokometni igri. Zadetek medtem pri Celjanih. Aleks Vlah je dosegel gol, svojega drugega je dosegel 20-20, je izid 54. minuta. Še dve. Tudi to je lahko pomemben podatek ob tem, ko je končnica napeta. Bo pa moral svojo minuto odmora, če bo želel obe izkoristiti, v naslednji minuti to napraviti, verjetno še kar v naslednjem napadu, sicer mu bo ena izmed teh minut odmora ugasnila. Ja, sam sem morda pričakoval tam, ko se je zaustavil celjski napad, kakšno reakcijo. Trimo pa ostaja zelo pogumen, ima zdaj znova tudi težave, kajti eden izmed igralcev Trima je obležal na tleh, mislim, da Radojković in sodnika sta prekinila akcijo oziroma začetek akcije Celja, ki torej znova zaostaja. 21-20 je izid. Radojković torej na tleh. Kotar je bil tisti, ki je dosegel zadnji zadetek, drugega svojega na tekmi. Celjani so v tej sezoni izgubili samo v Evropi proti danski zasedbi GOK, ko so izgubili 36-25, sicer pa v Ligi NLB zadnji poraz v prejšnji sezoni na derbiju z Velenjem. V tej sezoni zaenkrat zelo uspešni, ampak morava pa vseeno poudariti, da z izjemo Ribnice kar ugoden žreb zaenkrat za Celjane v tej sezoni. Da je to tisti pravi test. To je v bistvu dvorezen meč. Po eni strani so razbremenjeni evropskih tekmovanj in kakovostnih nasprotnikov, če temu tako rečem. Po drugi strani seveda je pa to potem pomeni pomanjkanje takih tekem in to se dostikrat potem maščuje, če se tudi na domačem tekmovanju nekdo uspe zoperstaviti na določenem nivoju, tako kot je danes to pač primer Trima. Potem seveda zaradi pomanjkanja takih težkih tekem in preizkušenj v teh situacijah pride do določenih težav. Ni bilo minute odmora, šlo je tam za prekršek Žige Mlakarja v napadu. Sodnika ob zapisnikarski mizi. Igra se lahko nadaljuje. Veljko Stanojević, ki ga ni bilo v zapisniku pri Trimu, pa je torej zdaj dobil priložnost, kot kaže napaka pred tekmo pri zapisnikarjih. Torej igralec, ki bo čez 5 dni dopolnil 21 let. Igralec na položaju desnega zunanjega. Poskus Cepelina neuspešen. Proti napad Celja. To bo 7-metrovka. Ni uspel Margut zaključiti. Nova 7-metrovka torej za Celjane, 56. minuta je v teku, še enkrat pa velja izpostaviti 5-7 metrov za Celje. Zaenkrat še nobena izkoriščena. Po žogo je prišel Strmljan. Spet nekaj dela za sodniško ekipo.
Prekinitev torej v Zlatorogu, kjer ima Strmjan zdaj na voljo priložnost, da izid poravna. Strmjan in Čudič iz oči v oči. Poglejmo, če bo Strmjanu uspelo to, kar soigralcem pred njim ni. Ne, neverjetno! Aljoša Čudič znova na pravem mestu. Res malo narodni izbor vseh treh strelcev. Jaz se pravzaprav ne spomnim, mogoče se motim, ker tudi ne spremljam Celja, da bi recimo, še posebej pa v takih trenutkih, Strmjan izvajal 7-metrovke in dobro, ker pač so odločitve kakršne so. Dejstvo pa je, da je tukaj velik problem Celja na današnji tekmi. In še enkrat, če bo rezultat za njih neugoden, bodo zagotovo morali enega izmed glavnih razlogov iskati točno v tem. Ja, Marko se dobro spomni, kajti Strmjan v tej sezoni do tega trenutka sploh še ni izvedel 7-metrovke, no so pa zdaj Celjani dobili priložnost za protinapad, ampak nekaj težave pri nadzoru žoge in ni bilo uspešno izpeljane akcije. Vse do trenutka, ko je žoga prišla v roke Žige Mlakarja, 21-57 minuta, izid je poravnan. Drama torej v dvorani Zlatorog. Ja, Trimo je imel zdaj dvakrat pravzaprav priložnost, da bi povedal za dva zadetka, pa jim to ni uspelo. Mogoče so malo nevešče izpeljali oba napada. Bomo videli, kaj bodo so se pa spravili v položaj, ko lahko razmišljajo o uspehu v Zlatorogu. Napaka Celjanov, kjer sta oba pivota na sredini sprostila preveč prostora za igralca, kot je Kotar. Kotar je to znal kaznovati. Takoj. 22-21. Trimo je tu slavil 6. februarja 2019, ko je bilo 31-26 za trebanjske leve. Zadnjo tekmo je Trimo dobil s 25-24. Gašper Horvat izključen. So zdaj lahko težave za Trimo. Ta izključitev bo naredila končnico tekme še bolj zanimivo. Poglejmo, kako bodo Celjani izkoristili številčno premoč. Vlah ni uspel ničesar iztržiti iz tega prodora. Ura bo zdaj tekla hitro. No, potem pa se je Vlah sprehodil, izkoristil svojo kvaliteto. Izid je poravnan 22-22. Čudič odhaja na klop. Zdaj so poskušali v obrambi Trebanjci malo pošpekulirati, zopet žargonsko tako rečem, ampak je to Vlah odlično izkoristil. Zdaj je najbolj važno pri Trimu, da ne bo kakšne napake, no in Zorman bo vzel timeout, kar je seveda povsem logično. Izid torej 22-22, hitro, kratki oglasi. Že imate ideje za praznična darila? Preverite odlično ponudbo brisač, posteljnine, copatov in ostalega tekstila za dom, ki ga v petek in soboto dobite 40% ceneje. Ne pozabite pa tudi na kupon za 10% popust. Ljubezen in vse, kar paše zraven. Špar. Ko se ne potim na ledu, me grejo eko kamini. To je Philips OneBlade. Eno rezilo za krajše in daljše brade. Ja, to je OneBlade. Končno, rezilo za brade. Prirezuje vse smeri.
Postanite najboljša različica sebe s Philips OneBlade. Innovation and you. Philips. Tako, gremo naprej. Priložnost je dobil Toše Ončev pri Trimu. Poglejmo, kaj lahko on stori v teh pomembnih trenutkih. Gre za zelo prodornega igralca, pa odlično Udovič, ki je tule izkoristil svoje hitre noge. 59. minuta in kazen zdaj tudi pri Celjanih. Tako je. Izključen je Suholežnik. Odlična akcija Trima, ponovno ne izkoriščajo to, da sta oba osrednja branilca v obrambi mogoče nekoliko slabše gibljiva, oziroma da pač teže igrata proti hitrim spretnim igralcem, kot so recimo tudi krila. V tem primeru mislim, da je izključitev popolnoma zaslužena. Pravi Bodiček. Udovič bo lahko nadaljeval, že je na nogah. Je pa zdaj pomemben podatek ta, da Trimo, ki igra brez vratarja, v napadu zdaj z igralcem več. Ja, tukaj seveda so zdaj pač tudi te različne taktični razmisleki, ali se splača igrati z igralcem več, pa tvegati možnost hitrega zadetka ali ne. Očitno so se Trbanci odločili, da bodo igrali na ta način. Kotar je prodiral, zaustavljen s prekrškom, bliža se že zadnja minuta tega derbija. Zares smo lahko navdušeni, kako se je vse skupaj razpletlo z izjemo jasno navijačev Celja in Trima. Oni so želeli, da bi bila tekma do te faze že odločena. Poglejmo, kaj bo zdaj prikazal Trimo. Zadetek za Trebance. Radojkovič do tretjega gola na današnji tekmi. 23-22 vodi Trimo. Ura zdaj seveda tudi hitro teče. Mlakar na krilo, ni prave rešitve. Ali bo to kazen za Kotarja, kot kaže, ne? Toskič pa bo zdaj vendarle pogledal proti zapisnikarski mizi. Ja, in pričakovano zahteval minuto odmora. 23-22, ni več veliko do konca tekme, da ne zamudimo napetega zaključka, pa gremo še zadnjič danes na oglase. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče naokoli za informacije. Zanj vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi nadaljavo. Varuh zdravja. Sodelovanje z največjimi proizvajalci v Sloveniji in regiji zagotavlja najširši izbor najboljših mojih znamk. V Mercatorju smo v sodelovanju s Krasom v izbrane delikatese postavili kraški cvet. 9 mesecev sušena mesnina s prepoznavno podobo rubinastega cveta. Kraški cvet iz Krasa. Mercator. Tako izjemno razburljiv derbi se bliža koncu. Še 3. Ja, verjetno bodo poskušali pač še potem kasneje, tudi se pa čas izteka, da bodo morali zaključiti. Strmljan proti. Kakšen bo zaključek? Ja, gol za Celjane. Izredno velik zadetek je bil zdaj to za izenačenje na 23-23. Odličen derbi. Na koncu bodo Celjani srečni s tole točko. Ja, kot kaže. Čeprav bi jaz rekel, da je ta delitev točk pravzaprav kar pravična. Glede na vložek ene in druge ekipe, glede na prikazano ene in druge ekipe,
bi si upal reči, no, da je ta delitev točk pravzaprav pravična. Je pa verjetno to rezultat, ki bolj ustreza Trebancem. Točko, izgubljena točka na domačem igrišču, na domačem prvenstvu je pač tisto, kar se recimo Celjanom ne bi smelo dogajati. Sploh ne v sezoni, ko se osredotočajo samo na Ligo NLB, ko izgovorov praktično ni. Pri Trebnju pa bodo, Marko, zagotovo nekoliko obžalovali tiste akcije, ko so imeli napade za +2, pa so zapravljali žoge. Ja, v nekem določenem trenutku mogoče bi lahko z bolj veščo izvedbo napadov, čeprav so tokom celotne tekme to dobro delali, no, ampak tam prav konkretno, ko so imeli 2 napada za vodstvo z 2 goloma, so pa mogoče malo nenatančno zaključni te napade, ampak seveda tekma traja, dosti stvari se dogaja, tudi igralci izgublja kakšno koncentracijo, se mogoče ne odločijo čisto natančno. Generalno gledano pa bi rekel, da je bil lep rokomet, zanimiva, zelo zanimiva tekma, tako da smo bili zopet enkrat priča enemu takemu pravemu slovenskemu rokometnemu derbiju in moramo biti zelo zadovoljni, da se je pač ta tekma na tak način odigrala. Videli ste strelce, najboljši posameznik, kar se tiče zadetkov, je Filip Glavaš, 8 golov je dosegel, Horvat je dosegel 6 zadetkov, 6 za Trimo in prav tako opozoril nas na drugi strani 5 golov Strmjana, po 3-krat pa natančni Mazej, Ivankovič, Mlakar in Sukoležnik. 4 zadetki pa na koncu ob imenu Aleks Vlah. Vlah, junak Celja, priigral je namreč Pivovarjem točko. Vidimo pa Toskiča, ki ni bil najbolj zadovoljen. V naslednjem krogu, ki je na sporedu v prvem vikendu decembra, torej v 11. pa ko je Marko že dejal, torej zdaj krasen derbi, čaka pa nas še tisti večni derbi, Velenje in Celje 4. decembra v Rdeči dvorani, tudi to bo pravi rokometni praznik. Ja, nadejamo se tega, upamo, da bo Velenje vzdržalo na obeh frontah, namreč oni pa so obremenjeni tudi z Evropsko ligo, ki je težko tekmovanje, ta skupinski del je za njih zelo naporno, potovanja, kakovostni nasprotniki, po drugi strani imajo sicer dobro ekipo, ampak relativno malo res dobrih igralcev in če bodo vzdržali, potem bo to zelo, zelo zanimivo nadaljevanje prvenstva. Trimo pa v naslednjem krogu čaka gostovanje oziroma čaka domača tekma z Ljubljano. Kar se tiče same lestvice, pa po finišu povemo samo še to, da torej ni več 100-odstotne ekipe v Ligi NLB. Celjani so zdaj pri 9 zmagah in remiju pri 19 točkah, Trebanci na drugem mestu s 16 točkami, glavnina tekem tega kroga pa torej na sporedu v soboto, torej jutri. 23 pa izid derbija 10. kroga med Celjem in Trimom iz Trebnjega v dvorani Zlatorog. Napeto je bilo vse do konca, do zadnje sekunde, ko je torej Aleks Vlah poskrbel za delitev točk in za nekako fair rezultat, kar sva tudi s Markom že ugotovila. Marko, hvala za tvojo družbo. Prosim. In seveda vabljeni vam, dame in gospode, da ostanite v družbi Sportkluba še naprej, kar se tiče Slovenske rokometne lige, pa se znova slišimo, ko bo na sporedu večni derbi 4. decembra. Lep pozdrav!